Spoštovane, spoštovani, spoštovane predstavnice, predstavniki Ministrstva za kulturo, ZRC SAZU, Inštituta Jožef Štefan in Univerze v Mariboru. Lepo pozdravljam na 23. mednarodni znanstveni konferenci Komisije za besedotvorje pri Mednarodnem slavističnem komiteju. Še posebej lepo pozdravljam goste iz tujine in vam izrekam lepo dobrodošlico v Sloveniji, v Ljubljani. Zlasti moram lepo pozdraviti naše drage kolegice iz Ukrajine, profesorico Evgenijo Karpilovsko, profesorico Lariso Kisljuk in profesorico Lidijo Hnatjuk. Počaščeni smo, da so se odpravili na dolgo in zahtevno pot v Ljubljano. Mislim, da si to zasluži en aplavz. Ja. Veliko veselje mi je tudi, da je z nami kolegica Katrin Hein z Inštituta za nemški jezik v Mannheimu, ki se nam bo pridružila nekoliko kasneje. Dear representatives from the Ministry of Culture and Research Center of the Slovenian Academy of Science and Arts, the Jožef Štefan Institute and the University of Maribor, dear guests, I warmly welcome you in the 23rd International Conference of the Commission on Word Formation at the International Committee of Slavists. I would especially like to extend a warm welcome to our guests from abroad and welcome you to Slovenia, to Ljubljana, and a special welcome to our dear colleagues from Ukraine. We are honored that you have embarked on a long and challenging journey to Ljubljana. It is also a great honor and pleasure for me to welcome our plenary speaker, my dear colleague Katrin Hein from the Leibniz Institute for German Language in Mannheim. Konferenca poteka v soorganizaciji Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti oziroma Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, Inštituta Jožef Štefan in Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Konferenca poteka v zadnji fazi ARIS projekta, kombinatorika besedotvornih obrazil, pri katerem sodelujejo raziskovalke in raziskovalci vseh treh omenjenih soorganizatoric. So the conference is co-organized by the Research Center of Slovenian Academy of Science and Art, the Fran Ramovša Institute of the Slovenian Language, the Jožef Štefan Institute, and the Faculty of Arts of the University of Maribor. The conference is taking place in the final phase of the project, Format Combinatorics in Slovenian, founded by the Slovenian Research Agency. Last year, the conference took place in the beautiful city of Ohrid. Our colleague Lidija Rizankovska organized an excellent conference. Lani je kolegica Lidija Rizankovska organizirala odlično konferenco v čudovitem Ohridu in če sem lahko malce oseben, to je bila do zdaj moja najljubša konferenca, ki sem se je udeležil. Lanskoletna tema so bile tendence v glagolski tvorbi, letošnja tema pa je stopensko besedotvorje. Za začetek velja poudariti, da je besedotvorje ključen steber pomenovalnih možnosti in s tem eden od najizrazitejših pokazateljev vitalnosti posameznega jezika, kar še posebej velja za morfemsko zelo bogate slovanske jezike. Kljub temu, da gre pri stopenskem besedotvorju za razvito in zelo dorečeno metodologijo, pa letošnjo konferenčno temo razumemo v najširšem smislu in tako želimo predstaviti najrazličnejše raziskave, ki izhajajo iz analize besed, ki so v tvorbenem odnosu. Same raziskave pa segajo na polje leksikologije, leksikografije, dialektologije, sociolingvistike. Jutri bomo imeli posebno sekcijo z jezikovnimi tehnologijami, potem raziskav jezikov kot drugih in tujih jezikov. Eden od prispevkov se nanaša tudi na slovenski znakovni jezik. Še ena opomba. Za konferenčni logotip smo izbrali listič ginka, ki spada med najstarejše še živeče drevesne vrste. Struktura žil na lističu pa spominja na razvejnost besednih družin s skupnim besedotvornim izhodiščem. So the topic of this year's conference is multi-stage word formation. To begin, it is worth emphasizing that word formation is a cornerstone of naming possibilities and one of the most prominent indicators of the vitality of a language. The topic itself extends to various linguistic fields, lexicology, lexicography, dialectology, social linguistic, language technologies, as well as studies of languages as second and foreign language, and Slovenian Sign Language. One more note, for the conference logo, we have chosen a ginkgo leaf, which belongs to one of the oldest living tree. The vein pattern of the leaf resembles the branching of word families with a common word formation base. Konferenca se udeležuje približno 60 raziskovalk, raziskovalcev iz 16 držav.
Na konferenci bo v 3 delovdneh predstavljenih 44 referatov, poleg kolegic, članic, članov Komisije za besedotvorje bodo na konferenci sodelovali tudi druge vabljene raziskovalke, raziskovalci iz Slovenije, Hrvaške, Poljske in Nemčije. The conference is attended by approximately 60 linguists from 16 countries, and 44 papers will be presented over the 3 working days. In addition to members of the Commission on World Formation, other invited researchers from Slovenia, Croatia, Poland and Germany will also participate in the conference. Letošnjo 23. konferenco Komisije za besedotvorje posvečam profesorju dr. Miroslavu Skaržinskemu z Jagiellonske univerze v Krakovu, katerega prispevek k razvoju stopenskega besedotvorja je izjemen. Dovolite pa mi tudi malce bolj osebno noto. Profesor je bil tudi moj znanstveni mentor v času mojih študijskih bivanj v Krakovu in moram reči, da je bil in ostaja eden najbolj fascinantnih ljudi, ki sem jih imel priložnost v življenju spoznati. Dejansko bomo začeli in končali naše druženje s predavanjem oziroma s prispevkom o profesorju Skržinskem. Tretji dan bo profesorica Korjakovceva predstavila prispevek profesorja v kontekstu stopenskega besedotvorja, že kmalu v okviru odprtja pa bo doktorica Ana Čelakovska z Inštituta za poljski jezik Poljske akademije znanosti predstavila bolj osebni vidik in pa nekako širšo aktivnost delovanja profesorja Skržinskega. This year's conference of the Commission on World Formation is dedicated to Professor Miroslav Skaržinski from Jagiellonian University in Krakow, whose contribution to the development of multi-stage world formation is remarkable. On a personal note, the professor was also my academic mentor during my studies in Krakow, and Professor Skaržinski was one of the most fascinating people I have the privilege to meet in my life. We will actually begin and end this conference with contributions to Professor Skarzynski. Today, during the opening, Professor Anna Czelakowska from the Institute of Polish Language will present professor's achievements in linguistics, while Professor Korjakovceva will focus on professor's contribution in the context of multi-stage world formation. V prvem delu bomo slišali 4 nagovore, in sicer nagovore predstavnikov organizatorjev, in že zdaj lepo na oder vabim profesorja dr. Ota Lutarja, direktorja ZRC SAZU, brez katerega te konference ne bi bilo, in za podporo se mu že zdaj zelo lepo zahvaljujem. First, I invite Professor Otto Lutar, Director of Research Center of Slovenian Academy of Science and Arts, without whom this conference would not have been possible. I sincerely thank you for your support. Najlepša hvala. Hvala za to zahvalo in seveda tudi za vabilo. Tudi jaz bom že na začetku oseben. Tale bombonjerca je čisto zadosti za moj vložek in nisem se mogel priti, en bombon sem že pojedel, tako da če dvomite, če niste vedeli, za kaj gre za majhno bombonjero in to ne slabo. I've already tried the chocolate bonbons, so in case you wondered what's this in a welcome package, it's a chocolate bonbon, and it's good. Before starting with the formal part, I would like to express my wondering for this arrangement. Torej, Inštitut za slovenski jezik je na ZRC-u med drugim znan tudi po tem, da zna izbrati cvetlični aranžma. In to rade volje vedno znova opozorim, zaradi tega, ker me vedno znova presenečijo. Ta je res fascinanten, kakor tudi vse druge stvari, ki sodijo zraven k pripravi konference. Torej, še enkrat najlepša hvala za vaše vabilo, ki sem ga vesel iz večjih razlogov. Najpomembnejši pa je verjetno ta, da vaš inštitut zdaj že več kot desetletje redno pripravlja tovrstna srečanja, kar za tiste, ki poznamo daljšo zgodovino ZRC inštituta, vemo, da to ni bila vedno možnost v preteklosti, oziroma da so bili še pred 20-30 leti kolegice in kolegi na tem inštitutu na tem področju še nekoliko omejeni. Glede na to se vsakomur, ki se loti te zahtevne naloge, organizirati konferenco ali kakšnokoli drugo strokovno srečanje, še posebej
zahvaljujem in moja hvaležnost v tem primeru za to konferenco seveda velja kolegu Borisu Kernu in njegovim kolegicam in kolegom iz inštituta. Hvaležen pa sem seveda tudi drugim slovenskim ustanovam, brez katerih bi bila ta konferenca bistveno bolj skromna. In tukaj moram v resnici in želim posebej izpostaviti vlogo inštituta Jožef Štefan, ki sodeluje tudi v okviru projekta kolega Kerna, ki je z dodatnim finančnim vložkom omogočil udeležbo nekaterih kolegic in kolegov, ki morda brez tega ne bi mogli biti z nami. Vesel sem tudi, da so se organizatorice in organizatorji, berimo kolega Kern, odločili za to, da to otvoritev dopolnijo z umetniškim vložkom in všeč mi je tudi izbor, torej da so izbrali ljudi, ki jih boste videli, jih zdaj ne bom posebej omenjal, ker ne bi rad pokvaril presenečenja, bo pa verjetno to še omenjeno. In seveda hvaležen sem tudi kolegici in kolegu, ki vodita komisijo za besedotvorje pri Mednarodnem in slovenskem slavističnem komiteju, torej doktorici Rajni Dragičevič in kolegu Mladenu Uhliku za sodelovanje. Moja posebna zahvala pa velja kolegici Magdi Stražičar, vodji službe za slovenski jezik, ki ob današnji priložnosti zastopa Ministrstvo za kulturo. Pa tukaj ne gre samo za protokolarno zahvalo, temveč tudi zahvalo za siceršnje sodelovanje med Ministrstvom za kulturo in inštitutom v zadnjem obdobju. Torej, res smo veseli, da ste danes z nami. In čisto za konec še misel o tem, da ste oziroma da je kolega Kern konferenco posvetil poljskemu kolegu Miroslavu Skaržinskemu, na katerega sem mimogrede prvič naletel že v zgodnjih 80-ih letih, ko sta moja kolega iz za Slovence dokaj znanega Radia Študent takrat obiskovala nekatere članice in člane Solidarnošči in na koncu na tem napisala tudi knjiga in tam v tisti knjigi se pojavlja tudi ta oseba. Takrat ne med najpomembnejšimi predstavniki, pa vendar, no in ker svetovni splet to omogoča, sem potem spoznal nekoliko njegovo delo, kakor se je to dal in sicer se mi zdi do te mere, da lahko slutim, zakaj je prišlo do te odločitve, da je konferenca posvečena njemu. Ena od njegovih lastnosti je bil gotovo pogum, kar je velja za vse tiste akterje in akterke tedanjega časa, ki ni tako pogosta lastnost, kot bi si želeli. In ne tudi v znanosti. Zato ob običajnih željah za kvalitetno razpravo, ki sodi k takemu pozdravu, željah in željam za prijetno bivanje v hladni Ljubljani, vsem želim še malo dodatnega poguma za prezentacijo vaših prispevkov in seveda pogum za zagovarjanje vaših argumentov, ker vse vemo, nastopati na konferenci je vedno do neke mere stresna zadeva in terja nekaj malega poguma. Torej, tega vam želim predvsem, pa mimogrede, ko govorimo o vremenu, BBC Weather za jutri napoveduje v Ljubljani že 20 stopinj. Skratka, tudi vreme bo boljše. Now, I'm not going to translate myself because you could see from my speech that I actually thanked the people who organized the conference and institutions involved, and then I mentioned the person that the conference is dedicated to. So welcome in Ljubljana, and really try to have a good time.
Najlepša hvala gospodu direktorju za ta nagovor. Naslednjega kot govornika vabim predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, izrednega profesorja dr. Kozma Ahačiča. Next, I invite the head of the Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, profesor Kozma Ahačič. Jaz lahko premaknem, a lahko projekcijo dam nazaj, no? Okay. Hvala. Spoštovani častni gostje, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi. Pozdravljam vas na 23. mednarodni konferenci Komisije za besedotvorje pri Mednarodnem slavističnem komiteju z naslovom Stopenjsko besedotvorje. Besedotvorje je že od nekdaj aktualno področje opazovanja jezika. V današnjem času, ko se tako rekoč vsak dan srečujemo z novimi pojavnostmi in s potrebo po novih poimenovanjih, je vsaj poznavanje temeljnih načel besedotvorja tudi širše družbeno pomembno. Kot pri vseh drugih področjih, pa splošna načela besedotvorja v družbo težko prodrejo, če na strani znanosti ni vseskozi potekajočih poglobljenih raziskav. Za naš Inštitut za slovenski jezik je besedotvorna konferenca zato ni pomembna samo kot znanstveni dogodek. Pomembno je tudi sporočilo javnosti, da na besede nismo pozabili in da je prav Slovenija še vedno in vedno bolj eden od pomembnih centrov raziskovanja jezikov, nato slovanskih jezikov in seveda slovenščine. Jezikoslovci si v Sloveniji prizadevamo, da bi bilo besedotvorje čim bolje predstavljeno tudi mladim. Dobivamo izredno dobre, zanimive, nove učbeniške in didaktične preglede. Besedotvorje pa spremlja slovenski knjižni jezik tudi že od samega začetka. Torej je do neke mere tudi moje raziskovalno področje, sam sem zgodovinar jezikoslovja. Že prva slovenska slovnica Adama Bohoriča iz leta 1584 vsebuje zgleden besedotvorni opis temeljnih besedotvornih postopkov in besedotvornih pomenov tvorjenk. Seveda je po tedanji navadi besedotvorje vedno obravnavano skupaj z oblikoslovjem pod poglavjem etimologija, ki bi ga danes prevedli pregibanje besed. Sklonsko pregibanje miza, mize je namreč do neke mere podobno besedotvornemu pregibanju miza, mizar. Temeljito sta na to besedotvorje obdelali zlasti slovnica Marka Pohlina iz leta 1768 in Frana Metelka iz leta 1825. A v nobeni izmed številnih slovenskih slovnic besedotvorje ni bilo prezrto. Novejši čas so na to napovedala besedotvorna dela Franca Miklošiča, Stammbildungslehre, v 19. stoletju, manj vplivno sta tedaj delovala še Fran Levstik in Rudolf Perušek, pa na to so sledila dela Antona Breznika in zlasti Antona Bajca v 20. stoletju. Od sodobnikov je za Jožetom Toporišičem in besedotvorjem v njegovi slovnici iz leta 1976 najpomembnejša raziskovalka besedotvorja, žal danes odsotna profesorica doktorica Ada Vidovič Muha. Vsi mlajši besedotvorci pa so tu. Zanimivo je, da je bilo eno od vprašanj, ki so že od nekdaj vznemirjala slovenske slovničarje, ravno vprašanje ženskih oblik priimkov, torej priimkovnih feminativov. Ženske oblike, feminative, so namreč iz priimkov sprva tvorili s prepono ica. O njej piše že Adam Bohorič leta 1584, torej naprimer Doroteja Lambergarica. Na to
v 17. in 18. stoletju s priponami ca, ka in ska, naprimer Doroteja Aušpergarska. V 19. stoletju so se te pripone še pomnožile, naprimer Doroteja Grudnovka, Gruden, Volkulja iz Volk ali Smolela iz Smole. Šele v drugi polovici 19. stoletja se je pojavila in v drugi polovici 20. stoletja uveljavila posamostaljena oblika svojilnega pridevnika na ova Eva, torej naprimer Nataša Musarjeva, ki je izpodrinila prej naštete priimkovne feminative. In kakšna ironija? V zadnjem letu, zlasti pri mlajših govorkah in govorcih, izginja tudi sama oblika s pripono ova, tako da ženski priimki v slovenščini pri mlajšem rodu nimajo več pripon. Ta primer sem izpostavil samo zato, da plastično ponazorim, kako aktualen uvid nam lahko dajejo vprašanja, s katerimi se bo spopadala tudi naša konferenca. Naj se ob tem zahvalim glavnemu organizatorju, dr. Borisu Kernu, za intenzivno celoletno delo na tej konferenci. Prav tako pa organizacijskemu odboru in sodelavkam ter sodelavcem našega inštituta, ki nesebično pomagajo pri številnih organizacijskih podrobnostih te konference. Konferenco z nami soorganizirata še Inštitut Jožef Štefan in Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru. Da smo lahko mi vsi tu, je in bo potrebno veliko truda, zato mislim, da si zaslužijo vsi vpleteni v organizacijo poseben uvodni aplavz in zahvalo. Hvala tudi vsem vam, želim vam vsebinsko polno in prijetno konferenco. Najlepša hvala predstojniku Inštituta za slovenski jezik. Res tudi iskrena hvala za vso izdatno podporo pri organizaciji te konference in vesel sem, da si tudi izpostavil Kozma, torej organizacijski odbor in programski odbor, ker absolutno je to delo res večjega kolektiva in se že zdaj tudi njim lepo zahvaljujem. K nagovoru vabim predstavnico Inštituta Jožef Štefan, docentko dr. Senjo Polak. So now we invite the representative of Jožef Štefan Institute, Professor Senja Polak. Pozdravljeni. Veliko veselje mi je, da smo danes tukaj skupaj. Jezik je ključna, zelo pomembna stvar in razumevanje razvoja jezikov je pomembno za vsako družbo, saj je jezik tako ključen del vsake družbe. Medtem ko so jezikoslovci in jezikoslovke izjemno pomembni za razumevanje jezika, razumevanje tvorjenja novih besed, ki odražajo vitalnost jezika in tudi spremembe družbe in tudi za popis jezikov, je pa z razvojem umetne inteligence in z razvojem velikih jezikovnih modelov in daljšim obdobjem računalniškega jezikoslovja povezanost med računalništvom in jezikoslovjem vedno bolj tesna in obe področji se vedno bolj prepletata. V imenu Instituta Jožef Štefan mi je tako veliko veselje, da smo pristopili k organizaciji te konference, 23. mednarodni konferenci Komisije za besedotvorje in tako sklenili uspešno sodelovanje z institucijami, z Borisom Kernom, z ZRC SAZU in z Univerzo v Mariboru, kjer se ukvarjamo prav s tem, kako lahko z razvojem jezikoslovno-tehnoloških rešitev pomagamo pri razumevanju besedotvorja za jezikoslovce. Upam, da boste na konferenci preživeli prijeten teden v Ljubljani, da boste sklenili nova sodelovanja, morda tudi interdisciplinarna in obudili sodelovanja s starimi kolegi in spoznali nove.
Želim vam prijetno in uspešno konferenco. So just for our colleagues from other countries, so welcome here. I'm very happy to be present here. We all know how language is important for our society, how understanding the structures, the formation is crucial and reflects also the processes that are going on in the society. I come from Institute Josef Stefan, and I'm very happy that we collaborate in the scope of this conference, that we co-organize it together with the Institute ZRC SAZU and the University of Maribor. And it's also the proof of successful collaboration between the three institutions, where we joined our forces to develop interdisciplinary collaboration and to develop the tools, computational tools, to better help understanding the language structures. So I wish you all a very pleasant and successful week, full of fruitful collaborations, full of new findings, and wish you all the best. Thank you very much. Najlepša hvala, Senja. In še k zadnjemu nagovoru pred kulturno točko lepo vabim k nagovoru profesorico doktorico Ireno Stramljič-Breznik, predstavnico tretje soorganizatorke, torej Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. So the last speech before the cultural interlude, I have a great pleasure to introduce Professor Irena Stramljič-Breznik, the representative of the University of Maribor. The professor, the floor is yours. Spoštovani gospodi direktor ZRC SAZU, dr. Oto Lutar, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, dr. Kozma Ahačič, predstavnica Inštituta Jožef Štefan, doktorica Senja Polak, spoštovana vodja službe za slovenski jezik pri Ministrstvu za kulturo, gospa Magda Stražišar, cenjena predsednica Komisije za slovansko besedotvorje, doktorica Rajna Dragičevič, predsednik Slovenskega slavističnega komiteja, dr. Mladen Uhlik, drage slavistke in dragi slavisti. Pozdravljam vas v svojem imenu in imenu profesorja dr. Darka Friša, dekana Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki je pred 9 leti, natančno 2015, prav tako gostila enako mednarodno znanstveno srečanje s krovno temo Manjšalnice v slovanskih jezikih. V letošnjem letu, tokrat v Ljubljani, tako Slovenija že drugič gosti slaviste iz vse Evrope, ki raziskujejo besedotvorne pojave v slovanskih jezikih. Velja izpostaviti, da je bila organizacija zaupana našemu mlajšemu kolegu, dr. Borisu Kernu, ki ga je komisija toplo sprejela v svoje vrste leta 2021 na konferenci v Prešovu. Boris, hvala. Naslovna tema letošnjega srečanja je nadvse pomembna, saj bo v skoraj 50 prispevkih predstavljen besedno-družinski in znotraj njega stopenjski vidik slovanskega besedotvorja na stičiščih leksikologije in leksikografije, kot tudi drugih jezikovnih disciplin, s poudarkom na razvoju tistih jezikovnih tehnologij, ki temeljijo prav na spoznanih zakonitostih in zmožnostih besedotvorno-morfemske kombinatorike v posameznem jeziku. In prav v vseh slovanskih jezikih je ta zmožnost morfemskih nizov v tvorjenkah izjemna. Res pa je, da je prav to področje v različnih slovanskih jezikih različno razvito. Nekateri imajo že več izdaj besedno-družinskih ali morfemskih, celo od zadnjih morfemskih slovarjev. Spet v drugih jezikih smo na tem raziskovalnem področju še na samih začetkih. In sem sodi tudi slovenščina. Čeprav velja za jezik z majhnim številom govorcev, je njena jezikovno-tehnološka podpora kljub temu sorazmerno dobra zaradi zgledno urejenih, številnih prostodostopnih slovarskih virov, korpusov in orodij za njihovo jezikovno analizo. Toda na tem se ne smemo uspavati,
kajti vsakdanje življenje nam vedno bolj krojijo in sooblikujejo dosežki umetne inteligence. Slovenci imamo tudi tukaj v načrtu smeli projekt, da oblikujemo slovensko verzijo GPT-ja, kajti treba je priznati, da so njegovi trenutni preizkusi za potrebe strukturiranja slovenskih besednih družin dokaj nebogljeni. Kot besedotvorka se nisem mogla upreti skušnjavi, da ne preizkusim besedotvornih sposobnosti algoritmov, ki iz zelo obsežnih baz v nekaj sekundah pripravijo rezultate, za katere bi človek potreboval neizmerno časa. Dala sem preprost ukaz: sestavi besedno družino iz besede miza. V nekaj sekundah sem dobila naslednji seznam z razlago. Miza, pohištveni kos. Mizica, manjša različica mize. Mizar, oseba, ki izdeluje ali popravlja mize. Mizarstvo, obrt ali delavnica. In potem se je začelo. Pomižati, premakniti mizo ali premakniti nekaj s površine mize. Obmiziti, očistiti mizo ali jo pripraviti za uporabo. Mizec, majhen, lahko zložljiv kos pohištva. Mizaški, kar se nanaša na mize ali lastnosti miz. Mizek lahko se nanaša na manjšo mizo. Mizež lahko se nanaša na zvok, ki nastane, ko nekaj premikamo ali premikamo z mize. Od miza, kar nima nobene zveze z mizami, lahko pa se nanaša na odsotnost miz ali pomanjkanje miz. In sledil je pripis: upam, da so ti primeri zadovoljivi, klicaj, da ne bi slučajno še naprej sitnarila. Čeprav so se nam nekateri predstavljeni odgovori lahko zdeli zabavni, v resnici niso, ker nam povedo, da umetni inteligenci kljub njeni izjemni sposobnosti podatkovnega zbiranja in generiranja odgovorov to nič ne pomaga, ker teh podatkov za slovenščino ne more zbrati od nikoder. Prav zato se lahko veselimo tematsko tovrstno zastavljenih izsledkov in raziskovalnih pobud naše besedotvorne konference, predvsem pa ponovne priložnosti za spletanje še tesnejših osebnih in raziskovalnih vezi, zaradi katerih je Komisija za slovansko besedotvorje v 30 letih delovanja pridobila sloves ene najbolj delovnih in aktivnih komisij v okviru Mednarodnega komiteja slavistov. Vsem nam želim uspešno in tvorno delo, kolegicam in kolegam iz komisije pa prijetno bivanje v Ljubljani. Hvala lepa. Najlepša hvala profesorici dr. Ireni Stramljič-Breznik za ta tudi duhovit nastop in govor. V organizacijskem odboru konference smo se odločili, da bomo dali velik poudarek tudi na spremljevalne kulturne vsebine. In s kulturo smo čisto zares že začeli. Če pogledate desno oziroma zadaj, sicer zdaj ni ustrezno osvetljeno, imamo dela oziroma razstavo slovenske akademske slikarke Milene Gregorčič, kako hitro se stvari spremenijo, vidite, z naslovom Linije in transparence 2.0. Če se ne motim, veseli me, da je tudi avtorica slikarka prisotna, tamle zadaj je, lepo jo pozdravljam, res hvala za to zelo prijetno sodelovanje. Jutri si bomo ogledali galerijo sodobne umetnosti Cukrarna, v četrtek pa koncert Simfoničnega orkestra Solistri iz Mestnega gledališča v Brnu. So the organizing committee is highlighting cultural content this year, and we are already begun with culture. On your right side and at the back, you will find exhibition of Slovenian artist and painter Milena Gregorčič, titled Lines and Transparencies 2.0, and I'm thrilled to say that the artist is present. The cultural program continues with actress Katarina Stegnar performing Words Without Citizenship, created just for this occasion.
We will also hear a 130-year-old song called Triglav moj dom, performed by duo Silence and Martina Mortenson. S kulturo torej tudi nadaljujemo, nastopila bo izvrstna igralka Katarina Stegnar s točko besede brez državljanstva, ki je nastala posebej za to priložnost. V nadaljevanju pa bomo slišali izvedbo 130 let stare pesmi Oj Triglav moj dom, ki je bila leta 1895 izvedena na odprtju Aljaževega doma na Triglavu, torej najvišji slovenski gori. Danes jo bomo slišali v izjemni izvedbi dua Silence in Marine Mortenson. Lepo prosim. Acid, airbag, all in one, aloe vera, Alzheimer, birdie, body art, branding, bug, buto, casual, chardonnay, cheeseburger, consulting, controlling, daytonski, debriefing, dealer, driving, ecstasy, Euribor, facelifting, fuck, gay friendly, ghostwriter, Goncourt, Greenpeaceovec, Halloween, hardcore, house, impeachment, intercity, in vitro, jugorock, carpaccio, killer, life, last minute, lingua franca, lip gloss, lizinški, love story, loser, lycra, mascarpone, McDonaldizacija, mobbing, mucu, offshore, orwellovstvo, overdose, panakota, persona non grata, phishing, pin-up, posempljati, pret, aporte, queer, rave, replay, revival, šengenski, satan, šiacu, squat, smiley, smoothie, spam, straight, tag, Toyota, vintage, wellness, Zoom. Besede so bile v slovarju novejšega besedja slovenskega jezika označene s kvalifikatorjem citatno, kar pomeni, da za slovenski knjižni jezik značilne zakonitosti ujemanja med črko in glasom niso uresničene. Oznaka citatno kaže na duh časa, duh kolektiva, duh posameznika. Vse se je spremenilo. Mislim na silo jezika. Jezik, en sam dolg, električni impuls. Noben jezik ni samozadosten, nobena država ni samozadostna. Ljudje so kot besede in beseda je kot človek. Lahko se pregiba, lahko ne, lahko se dotakne, objame, stre ali ubije. Prihodit zemlja domove, imanitje jeji na love. Besede lahko migrirajo, kadar migrirajo, imajo izjemno sposobnost asimilacije. Naprimer, jazz postane jazz in celo jazz. Podobno kot pogorelič postane pogoreli ch. Včasih niso rekli niti besede. Včasih so le utihnili in me opazovali. A vedno so me izvohali, četudi sem se spremenil v zrak, četudi sem se spremenil vanje. Besede kot ljudje prehajajo sem in tja. Besede pa za svoje prehode ne potrebujejo vizumov ali potnih listov. Besede ne potrebujejo državljanstva. Čeprav jih pri njihovih prehodih pogosto zaustavijo, prepovejo ali vrnejo v državo ilegalnega prehoda in s tem popolnoma onemogočijo. Kaj je dom? Senca dreves, na poti v šolo, preden jih je izruvalo. Črno-bela fotografija babice in dedka,
preden so se stene sesule. Stričeva molilna preproga, kjer je po zimi spalo na tisoče mravelj, preden so jo ukradli in dali v muzej. Pečica, kjer je mama pekla kruh in piščanca, preden je bomba hišo spremenila v pepel. Kavarna, kjer sem gledal nogomet in igral. Otrok me prekine. Kako lahko 3 črke zaobjamejo vse to? Človek na dan izgovori približno med 15.000 in 20.000 besedami. Raziskave ne kažejo, da bi se pri uporabi besed kazale razlike med spoli. Koliko besed je umrlo? Koliko si jih je posušilo? Koliko mrtvih besednih družin obstaja? Kdo žaluje za njimi? Kdo jim prižiga sveče? Kdo jih izgovarja na komemoracijah ob 1. novembru? In kaj je z njihovimi denotati? Je mrtev slovar še zmeraj mrtev slovar? A ga je mogoče ljubiti? Je mrtvo besedo mogoče ljubiti? In kaj je sploh z glagolom ljubiti? Je glagol tvorjen iz pridevnika ljub ali je pridevnik ljub tvorjen iz glagola ljubiti? Morda sem zgrešila pravi smisel. In kakšno je razmerje med izrazoma rad te imam in ljubim te? Zdi se, da ljubim te v slovenščini čaka na reanimacijo. Kdo mu bo dal umetno dihanje? Zdi se, da je v slovenščini ljubim te na smrtni posteli, v paliativni oskrbi. In zakaj besede svašta, ki je na drugi strani polna joie de vivre, ni v nobenem slovarju slovenskega jezika? Medtem ko je besedica nacionalizem v slovarju že od leta 1798. Slovenija nekaterim besedam ne podeljuje niti statusa mednarodne, niti subsidiarne zaščite. V čakanju na status čakajo aspolni, cisnormativni, cisnormativnost, cisseksizem, cisspolni, cisspolnost, heteronormativnost, transfob, transfoben, transfobinja, transfobka. Te besede se zadržujejo v celicah brez hrane in brez vode in se v njih brezsramno razmnožujejo cisspolni, cisnormativni. In potem po hodnikih slovarja hodijo od okenca do okenca, pri tem pa na nekaterih okencih sploh ne govorijo nobenega tujega jezika. Za okenci vlada preplah. Podeliti tem besedam status pomeni podeliti tem besedam legitimnost. Podeliti ljudem legitimnost, pravico do bivanja, do preživetja, do biti ali ne biti. Se identificirate kot altruistka? Ja? Kateri begunski besedi bi vi ponudili zavetje v vašem vokabularju? In zakaj ne besedici svašta, ki se že leta giba po temnih hodnikih in vas prijazno pozdravlja z dober dan in nasvidenje? Nasvidenje ji gre zelo, zelo težko z jezika. Nasvidenje ima tudi status najtežje besede v vseh jezikih. V slovenščini je tvorjen iz glagola svideti, ki jezikovno
ni potrjen. Prav tako ni nadalje besedotvorno produktiven. Po kakšnem ključu je beseda nasvidenje dobila državljanstvo in ali ga je mogoče še vzeti? Naj vam privilegij ukvarjanja z jezikom ne daje občutka nevtralnosti lastne pozicije. Kdo so ljudje, ki z mrežami za metulje lovijo besede? Kdo so ljudje, ki z mrežami za metulje lovijo besede? Kdo so ljudje, ki z mrežami za metulje lovijo besede in pri tem mendrajo travo? Kjer potok izvira v skalovju hlada. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Kako me izvabljaš iz nizkih ravan v zimski idili na strme vrhe, da tam si spočije v samoti srce. O Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan v zimski idili na strme vrhe, da tam si spočije v samoti srce. Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan v zimski idili na strme vrhe, da tam si spočije samoti srce.
Res najlepša hvala vsem nastopajočim za to točko. Mogoče samo še en detajl. Igralka Katarina Stegner je na glavi nosila moderno interpretacijo tradicionalne slovenske avbe, ki jo je izdelala oblikovalka Sanja Grcič. So just a little detail, the actress Katarina Stegner was wearing a modern version of traditional Slovenian headdress created by designer Sanja Grcič. Gremo na drug del naših pozdravnih govorov. Zelo sem vesel, da je z nami vodja službe za slovenski jezik, gospa Magda Stražišar, in jo lepo prosim za nagovor. So I'm also pleased to welcome the head of the Slovenian Language Service of the Ministry of Culture, Mrs. Magda Stražišar. Lepo pozdravljeni v imenu Službe za slovenski jezik in seveda ministrice za kulture doktorice Aste Vrečko. Spoštovani direktor dr. Oto Lutar, spoštovani organizatorji, cenjeni gostje, udeleženci, udeleženke. Mednarodna znanstvena konferenca Stopensko besedotvorje, ki jo danes slovesno odpiramo, poudarja pomembnost besedotvorja in vlogo strokovnjakov, ki delujejo na tem področju. V svetu, ki se nenehno spreminja, se namreč vsakodnevno srečujemo z novimi tehnologijami, izdelki in koncepti, za katere čim prej potrebujemo nove izraze. Pogosto se zgodi, da neposredni prevodi ne zajamejo bistva ali pomena novih pojmov. Zato je naloga jezikoslovcev v sodelovanju s strokovnjaki različnih področij, da čim prej najdejo ustreznice v maternem jeziku, saj se časovno okno za sprejemanje novih besed med uporabniki in uporabnicami hitro zapira. Če ustreznih izrazov ne oblikujemo pravočasno, obstaja nevarnost, da se v jezik vpeljajo nepotrebne tujke ali pa se med uporabnicami ustvari zmeda. Kot drugi moderni jeziki je tudi slovenščina polnofunkcionalen jezik, ki se nenehno razvija in prilagaja potrebam svojih govorcev, govork. Njena bogata zgodovina in raznolika kulturna dediščina se odražata tudi v širokem spektru besed. Ena izmed pomembnih značilnosti slovenščine je zmožnost tvorjenja novih besed. S pomočjo različnih morfoloških in sintaktičnih postopkov lahko ustvarjamo nove besede, kar omogoča, da se jezik prilagaja sodobnim trendom in potrebam družbe. Pri oblikovanju novih besed so lahko jezikoslovcem v navdih tudi različne veje umetnosti oziroma ustvarjalnosti. Besedotvorje namreč ni le ustvarjanje novih besed, temveč tudi iskanje načinov, kako te besede najbolje odražajo vrednote, funkcionalnosti in čustva, ki jih prinašajo novi izdelki, pojavnosti in koncepti. Razvoj novega besedišča je še posebej pomemben v dobi digitalizacije in globalizacije. Tudi slovenščina se uspešno vključuje v svetovni jezikovni prostor, hkrati pa ohranja svoj edinstveni značaj. S tem, ko se razvija in bogati, slovenščina ostaja živ jezik, ki ga lahko uporabljajo vse generacije. Slovenski jezik je dinamičen, s svojim bogatim besedotvorjem in prilagodljivostjo omogoča učinkovito izražanje misli ter ohranja kulturno dediščino in kulturno identiteto. Ključni povezovalni člen med inovacijami in uporabniki pa so jezikoslovci, ki s svojim delom omogočajo, da se nova znanja in tehnologije uspešno integrirajo v naše življenje. Na Ministrstvu za kulturo cenimo in podpiramo delo jezikoslovcev na tem področju, saj pomembno prispevajo k oblikovanju jezika, ki ga bomo uporabljali v prihodnosti. Uspešno delo vam želim in prijetno druženje, tudi v imenu ministrice za kulturo doktorice Aste Vrečko. Hvala. Najlepša hvala za ta nagovor, gospe Stražišar.
Zdaj pa na oder lepo vabim predsednico Komisije za besedotvorje, profesorico doktorico Rajno Dragičevič, s katero moram reči, da je bilo zelo prijetno sodelovati pri tej pripravi konference, za kar se ji že zdaj lepo zahvaljujem. So now I warmly invite the President of the Commission on World Formation, Professor Rajna Dragičevič, with whom it was a pleasure to collaborate for this conference, for which I sincerely thank her. Poštovana predstavnice Ministarstva kulture Republike Slovenije, poštovani organizatori i učesnici konferencije, drage kolege i koleginice, pozdravljam vas u ime Komisije za slovensku tvorbu reči Međunarodnog slavističkog komiteta. Pošto otvaramo 23. Međunarodnu naučnu konferenciju naše komisije, mi se ovde u Ljubljani istovremeno osjećamo kao gosti, ali i kao domaćini. Na gostoljubivosti i na divnoj atmosferi u kojoj ćemo razmenjivati naučna mišljenja zahvaljujemo doktoru Borisu Kernu, članu naše komisije, koji je najzaslužniji što smo se ovde okupili. Zatim doktoru Otu Lutharu, direktoru Naučnog centra Slovenačke akademije nauka i umetnosti, članovima organizacionog i programskog odbora, kao i Institutu Frana Ramovša, Institutu Jožefa Štefana i Filozofskom fakultetu Univerziteta u Mariboru. Drugi put se okupljamo u prelepoj Sloveniji. Podsjetit ću da je 2015. godine profesor dr. Irena Stramljić-Breznik organizovala veoma uspešnu 16. međunarodnu konferenciju naše komisije na Filozofskom fakultetu u Mariboru. U zborniku sa te konferencije objavljeno je više od 50 referata posvećenih tvorbi deminutiva u slovenskim jezicima. Članovi naše komisije tada su imali čast i zadovoljstvo da čuju referate 20 slovenačkih derivatologa. Na ovoj Ljubljanskoj konferenciji, 9 godina nakon Mariborske, učestvuje 28 članova naše komisije i to iz čak 15 zemalja. Iz Austrije, Belorusije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Nemačke, Poljske, Rusije, Severne Makedonije, Slovačke, Slovenije, Srbije, Ukrajine, Hrvatske, Crne Gore i Češke. Posebno se radujemo što su, zahvaljujući odličnoj organizaciji naših slovenačkih kolega, danas sa nama predstavnice naše komisije iz Ukrajine, dr. Lidija Gnatjuk, dr. Jevgenija Karpilovska i dr. Larisa Kisljuk, naučni sekretar naše komisije. I u ovoj prilici, kao i mnogo puta do sada, od naših ukrajinskih koleginica učimo kako se veliki naučnici dostojanstveno i hrabro naukom bore za svoju zemlju, za svoj jezik i za svoju nacionalnu kulturu. Tema ove konferencije o stupnjevitoj tvorbi reči i derivacionim gnezdima veoma je aktuelna i svim članovima naše komisije vrlo inspirativna, jer proučavanje tvorbenog potencijala i zakonitosti ostvarivanja tog potencijala dovode nas do zaključaka o samoj suštini tvorbe reči. Govorit ćemo na ovoj konferenciji o različitim aspektima tvorbenih lanaca. Analizirat ćemo derivaciona gnezda tvorbeno-produktivnih bazičnih leksema u slovenskim jezicima, ali i o tvorbenom potencijalu periferijske leksike, kao što su onomatopejske reči. U nekim analizama obratit ćemo pažnju na ulogu određenih afiksa, posebno sufiksa, u nastajanju derivacionih lanaca, poredit ćemo zakonitosti tvorbenog ulančavanja derivata u većem broju slovenskih jezika, obratit ćemo pažnju na sociolingvistički kontekst, kao i na arealni i dijalekatski kontekst nastajanja derivacionih gnezda, analizirat ćemo preplitanje sinhronijskih stanja i dijahronijskih procesa u tvorbenim lancima, upoznaćemo se sa pojmom virtuelne stepenaste derivacije, prelistavat ćemo derivacione rečnike slovenskih jezika,
Biće reči o tvorbenoj paradigmatici i ulozi derivacionih gnezda u sistematizaciji leksike u rečniku, o nestajanju derivacionih gnezda, ali i o njihovom nastajanju od novih reči, anglicizama, biće predstavljena derivaciona gnezda leksema latinskog porekla, ali i gnezda germanizama. Program obećava vrlo raznovrsne sadržaje kojima ćemo ispuniti puna 3 dana naše konferencije. Radit ćemo, ali i uživat ćemo u ekskurziji u Ljubljani i na Bledu. Imaćemo bogat kulturni program. Zahvaljujući kreativnoj ideji našeg domaćina, dr. Borisa Kerna, ova konferencija po prvi put ima vizuelni identitet, i to u vidu lista čarobne biljke ginko, svetog drveta istoka, simbola jedinstva suprotnosti, oznake za nepromenljivost, nosioca nade, leka za memoriju i mentalnu bistrinu, simbola ljubavi, zdravlja i dugovečnosti. Neka nam dani konferencije proteknu u atmosferi koju donosi ginko. Budimo kreativni, radoznali i aktuelni, inspirišimo jedni i druge i učimo jedni od drugih u korist slavistike. Hvala na pažnji. Najlepša hvala profesorici doktorici Rajni Dragičević za ta res izjemen nagovor. Zadnji današnji govorec pa je izredni profesor dr. Mladen Uhlik, vodja Slovenskega slavističnega komiteja. So the last speaker for today is Professor Mladen Uhlik, head of Slovenian Slavistic Committee. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, drage jezikoslovke, jezikoslovci, besedotvorke in besedotvorci. Dovolite, da vas v zaključnem delu pozdravnih nagovorov v imenu Slovenskega slavističnega komiteja, ki združuje slovenske slaviste, slavistke, jezikoslovke, jezikoslovce, filologine in filologe, prisrčno pozdravim. Besedotvorna konferenca je več kot le srečanje jezikoslovcev. Je praznik slavističnega jezikoslovja in še en dokaz, da se slavistika in preučevanje slovanskih jezikov naprej razvijata. Kljub vsem preizkušnjam, s katerimi se soočamo, bodisi zaradi družbenih sprememb ali vojnih konfliktov. V posebno veselje mi je videti tako raznoliko skupnost raziskovalk in raziskovalcev, ki prihajate iz različnih držav in delite svoje najnovejše raziskave, izmenjujete ideje in postavljate temelje za novo nadaljne sodelovanje. Današnji svet zahteva prilagodljivost in inovativnost in jezik je zagotovo eden izmed ključnih dejavnikov, ki nam omogoča, da se tem izzivom postavimo po robu. Prav tvorba novih besed je odraz naše sposobnosti, da se odzovemo na spremembe in oblikujemo jezik, ki bo ustrezal sodobnim izzivom. Zato vas vabim, da današnjo priložnost izkoristite, ne le za predstavitev svojih raziskav in dosežkov, ampak tudi za sodelovanje, povezovanje in skupno ustvarjanje novih idej. Naj bo ta konferenca prostor navdiha, kjer se bodo rojevale nove zamisli in bodoče priložnosti za sodelovanje. Hvala vam, da ste tukaj in želim vam uspešno ter izjemno tvorno konferenco. Najlepša hvala. Kot sem že napovedal, bo v nadaljevanju profesorica doktorica Ana Čelakovska z Inštituta za poljski jezik predstavila profesora Miroslava Skaržinskega, ki mu je torej konferenca posvečena. So, as I already mentioned, Professor Anna Čelakovska from the Institute of Polish Language will now share a talk of present a work of Professor Miroslav Skaržinski, to whom the conference is dedicated. Pani profesor Čelakovska, jeszcze trochę, bo pani nie słychać. Nie słychać? Teraz już bardzo. Okay. Bardzo słabo. Okay. Będę mówiła głośniej, bo chyba mam wszystko włączone. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy mogę zaczynać? Bardzo proszę. Dobrze, dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Good morning.
Profesor Mirosław Skarżyński, któremu dedykowana jest 23. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, zmarł niemal dokładnie 5 lat temu, 23 sierpnia 2019 roku. Był badaczem o bardzo szerokich zainteresowaniach i dokonaniach, które znacznie wykraczały poza zagadnienia słowotwórstwa opisowego. Jego działalność naukowa obejmowała przede wszystkim 3 dziedziny: słowotwórstwo współczesnego języka polskiego, dzieje języka polskiego i dzieje polskiego językoznawstwa oraz zagadnienia kultury języka. Pierwszy z tematów zapoczątkował swoją pracą doktorską, próba zastosowania metody gniazdowej do opisu słowotwórstwa współczesnej polszczyzny. Przygotowywał ją pod opieką pani profesor Zofii Kurcowej, obronił ją w 1985 roku. Jej nowatorstwo wiązało się z zastosowaniem do badań metody analizy gniazdowej, którą zaczerpnął z rosyjskich prac Aleksandra Tichonowa. Profesor Skarżyński stał się wówczas jednym z pierwszych badaczy, którzy zastosowali tę metodę w językoznawstwie polonistycznym. Słowotwórstwo było też przedmiotem 2 innych jego monografii oraz redagowanej przez niego pracy zbiorowej Słowotwórstwo gniazdowe, historia, metoda zastosowania. Był też redaktorem i współautorem 3. i 4. tomu Słownika Gniazd Słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego. Słownik widać na prezentacji. Warto zauważyć, że słowotwórstwo było przedmiotem zainteresowania naukowego profesora przez blisko 25 lat. Na zdjęciu profesor stoi obok pani profesor Zofii Kurcowej, która była nie tylko jego opiekunem naukowym, ale też mentorem i największym autorytetem aż do śmierci. Zainteresowanie profesora Mirosława Skarżyńskiego dziejami językoznawstwa wiązało się z jego pasją historyczną, która towarzyszyła mu jeszcze przed wyborem przyszłej drogi zawodowej. Początkowo zagadnienie to badał na materiale dawnych gramatyk polskich. Swoją książkę habilitacyjną, profesorską, poświęcił historii podziału wyrazów na części mowy oraz zmianom sposobu opisu ich właściwości funkcjonalnych. Książkę wydano później ponownie po uzupełnieniach jako w kręgu gramatyk polskich XIX i XX wieku. Wartość pracy Skarżyńskiego polega zarazem nie tylko na ukazaniu ewolucji poglądów dawnych gramatyków na powyższe zagadnienia. Analizy te pozwalają też dobitnie zdać sobie sprawę, że rozwiązania naukowe, które dziś mogą nam się wydawać bezdyskusyjne, oczywiste, także w jakimś stopniu są arbitralne i zależne od paradygmatu badawczego. Orientacja uzyskana dzięki wcześniejszym studiom z zakresu dziejów myśli lingwistycznej sprawiła, że Mirosław Skarżyński był świadomy niewielkiego w tym czasie, niewielkiego zasobu wiadomości o początkach językoznawstwa naukowego na początku XX wieku. Jako rzetelny historyk nauki skupił się zatem na przygotowywaniu materiałów i źródłowych do dalszych badań. Rezultatem tych prac były przygotowane wraz ze współpracownikami edycje korespondencji Jana Baudouina de Courtenay, Henryka Ułaszyna, Jana Łosia, Jana Michała Rozwadowskiego oraz Kazimierza Nicza i Antoniny Obremskiej-Jabłońskiej, a także wspomnienia Henryka Ułaszyna. Przepisywane z rękopisów, opatrywane wstępami, przypisami oraz notami edytorskimi. Prócz nich Skarżyński wydał m.in. pisma publicystyczne Jana Baudouina de Courtenay, Miejcie odwagę myślenia oraz jego słabo dostępne dotąd w Polsce teksty, które też po części przetłumaczył z języka rosyjskiego. Jego prace poświęcone dziejom myśli lingwistycznej i edycje źródłowe stanowią dziś fundament zarówno w zakresie językoznawstwa polonistycznego, jak i słowiańskiego. Działalność profesora związana z kulturą języka
oznaczała przede wszystkim popularyzację wiedzy na ten temat w kręgu zwykłych odbiorców. W 2003 roku utworzył internetową poradnię językową Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, którą samodzielnie prowadził przez 8 lat. Zaś od roku 2010 przygotowywał codzienne audycje językowe w Radiu Kraków, w których rozstrzygał zagadnienia poprawnościowe oraz przybliżał słuchaczom bogactwo polszczyzny. Jednym z najważniejszych jego osiągnięć naukowych i zarazem organizacyjnych są lingwaria, półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, które stworzył od podstaw, a także seria książkowa Biblioteki Lingwariów związana z czasopismem. To dzięki jego staraniom lingwaria stały się czasopismem rozpoznawalnym szeroko nie tylko w Polsce, ale też w kręgach slawistycznych. Jako dydaktyk od 1986 roku związany głównie z Uniwersytetem Jagiellońskim, profesor uczył przede wszystkim krytycznego, logicznego myślenia pozbawionego dogmatu. Jego erudycja, szeroki zakres poruszanych zagadnień, a także nieograniczony do jednej metodologii sposób badania języka przyciągały słuchaczy. Choć profesor był wyjątkowo wymagającym nauczycielem, który nie chciał znać naukowych kompromisów. Jako uczennica profesora zachowałam w pamięci jego poczucie humoru, niezwykłą pracowitość i pasję, a także staranność, z jaką wykonywał wszelką działalność naukową, a także brak wewnętrznej potrzeby zdobywania popularności i sięgania po zaszczyty. Osobowość profesora Skarżyńskiego przywodziła na myśl tego, do którego pism i prac sięgał szczególnie często. Jana Baudouina de Courtenay. Był jak on, uporządkowany i pracowity, niezależny myślowo i bezkompromisowy w opiniach, nieznoszący oportunizmu oraz pełen poczucia sprawiedliwości. I jak on odrzucał przekonania niepozwalające się racjonalnie uzasadnić i udowodnić oraz autorytety, które zdaniem Baudouina ograniczały myślenie. Dziękuję Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję dr Ani Cielakowskiej z Instytutu Języka Polskiego za tą bardzo miłą prezentację.